V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Mašo bomo darovali za domovino, našo državo. Obenem pa se bomo spomnili pri Maši in molili tudi za Mirota in pa Zvoneta, ki sta tukaj izgubila svoje življenje. Pa pravzaprav niti nisem jaz ta pravi, ki bi imel lahko tukaj danes to svetomašo. Sem jaz bratranec Mirota, to je res, ampak obenem pa tiste trenutke, takrat, ko je on dal življenje, sem bil jaz na nasprotni strani, sem bil kot vojak Jugoslovanske armije, redni vojak. Tudi sem bil na drugi strani, seveda potem pobegnil in tako dogodki, kot so bili naprej. Ampak ko to vse premišljujem in gledam, si vedno mislim, koliko Božje milosti in koliko Božjega prsta je bilo v vsem tem. A pa mi znamo najti, da resnično Bog nas ljubi. Da nas ljubi tudi v tem, da nam je dal državo. In kako jo znamo potem sedaj pospoštovati. Vse to položimo pred Gospodov oltar z svežimi spomini še, mnogimi, in obenem tudi, da znamo obžalovati, ko pa smo naredili kaj narobe. Tudi proti državi, tudi proti svojim bližnjim, samemu sebi, predvsem pa proti Bogu. Obžalujmo te naše grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. O Bog, neskončna modrost, Ti vse čudovito urejaš in vodiš, usliši nas, ki te prosimo za našo domovino, vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost, nam državljanom pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen.